Spoštovani prijatelji, dober dan, dobrodošli, še enkrat poudarim, dobrodošli, zakaj poudarim to, zato ker ste tukaj v družbi prijateljev, v družbi tistih, ki bodo to postali, v družbi tistih, s katerimi lahko navežete dobre odnose, se pogovorite, se nekako zbližate. In zakaj je moje izhodišče vezano na to? Zato, ker nekateri, ki pridejo v naše okolje, žal nimajo te možnosti, te sreče ali pa tega izhodišča, da bi lahko postali to, kar ste vi. Marsikdo, ki tako ali drugače pride v naše okolje, želi postati do našega okolja, nima te možnosti, ali je ne dobi, ali je ne zna izkoristiti, ali pa enostavno je okolje tisto, ki pravi, ne damo priložnosti. Današnja, ne bom rekel okrogla misla, ker da smo jo v kvadrat postavili z gosti, bo nekako, upam, da dobila epilog v tistem, da se lahko povprašamo, kdo so ljudje, ki so med nami, ki postajajo del nas, naše kulture. Kdo so begunci, koga lahko označimo za begunca, kje smo bili z begunci včeraj, kje smo danes, kam gremo jutri in morebiti tudi odstrnemo kakšno zaveso iz nerazumevanja. Ko sem se prej s gospodično Failo pogovarjal, pa jo bom vprašal, ali je zaradi svoje pojave v okolju, kde je bila tudi tarča kakšne opaske, rekla, da dosti krat in na tem danes želi izpostaviti nekako to dejstvo. Se pravi, ljudje, ki, bom rekel takole, niso ravno tisti, za kateri bi pričakovali, da se del nas, da to želijo postati, zaslužijo svojo priložnost. In na vse zadnje ljudje se ponavadi bojimo tistega, česar ne poznamo in mislim, da so današnji gosti tukaj ravno pravi, da nekoliko prezlenejo te strahove, na točno pojasnilo v takšnem prijetnem in sproščenem klepetu. Pozdravljam tukaj zaradi mene gospod Andrej Šter z Ministrstva za zunanje zadeve, vodja konzularnega sektorja. In pozdravljeni, potem tukaj je Nina Gregorij z Ministrstva za notranje zadeve, je tudi generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo. Pozdravljena. Potem v obliki, ki se reče hijab, to me je Faila naučila, je tukaj Faila Pašič-Višič z društva UP Jesenice, da je tudi častna ambasadorka medkulturnega dialoga. Potem gospod Klemen Mihelič, humanitarna ustanova HOPE, je rekel takole, da so tudi precej pogumni, ko sem ga povprašal z njihovim opusom dela, ki ga imajo tudi preko naših meja. Sem rekel, dobro ste, da se upate takšne stvari početi, da ne povedali takšne. Tudi vam lep pozdrav. Zraven Klemna je gospod Sulejman Džamus, humanitarni koordinator Džem, to je pravzaprav združenje Džem, kakšno je to, bo gospod Sulejman kasneje povedal. In tudi sam gospod je tisti, ki je na lastni koži izkusil, kako je biti begunec skozi vse težave, ki so ga spremljale do, rekel, upam, da srečnega konca. Zraven je tudi Maruša, ki bo gospodu Sulejmanu tolmačila, kaj se danes pogovarjamo. Pa naprej ga seveda poznate Tomo Križnar, aktivist za človekove pravice, novinar, pisec, scenarij dokumentarnih filmov. Novinarski kolegi včasih pravijo tisti zdrahar, ki upa kaj na glas povedati in to z veseljem tudi počne. Pa še gospa soproga, to je tista, ki 3 romane prehišne drži, kako? Bojana Pjuk, ja. In seveda današnja gostiteljica, ki je vse skupaj nekako spravila, evropska poslanka Tanja Fajon, z kakšnim posebnim namenom, kaj se je pravzaprav Tanji motalo po glavi, da je potrebno bilo takole prijatelje povabiti in dati možnost, da se izpostavijo stvari. Tanja, morbiti dar besed, zakaj smo tu in kaj pravzaprav pričakujemo, da bomo danes od vsega skupaj odnesli. Hvala lepa, to je bilo stala za teh nekaj minut. Najprej bi se želela zahvaliti vsem, ki so danes tu se odzvali na moje povabilo, in se seveda hvala. Ker so to vsi dejansko ljudje, ki ni vse. In vsak tu v svoji zgodbi s svojimi izkušnjami želim, da to z vami delim. Moja ideja pa je predvsem, da se pogovarjamo o tem, kar je danes
begunstvo danes in jutri. In moja glavna teza je, da če problema danes, ne problema, če se danes ne bomo pripravili na begunce, bo jutri tveganje veliko večje. In to odpira širok spektr vprašanj. Ministri bodo naslednji teden v Evropski uniji odločili o tem, koliko solidarnosti je še med nami, koliko beguncov smo pripravljeni sprejeti. Mislim, da so vse zgodbe dovolj poznane, veliko je strahu pred neznanim, pred nepoznanim, tudi v Sloveniji. In zdi se mi, da je predvsem nujna neka javna razprava, da se pogovarjamo, da soočimo mnenja, da vidimo, kje so tisti strahovi, da mogoče razbijamo kakšen stereotip in da vidimo, kako se Slovenija mora in lahko na to pripravlja. In ker se v Evropskem parlamentu ravno danes smo dali poziv ministrov, naj sprejmejo, mi se izogibamo besedam kvote, pravimo ključ po razdelitve, kvote so človeške življenja, ampak da naj sprejmejo neko obvezo, zavezo, dokler ne bomo imeli obveznih mehanizmov, se bojim, da evropske države ne bodo veliko storile. Problemo pa čez nekaj let še veliko več. To, kar se dogaja v nekaterih državah, begunce, ki so izpostavljeni življenju na cestah, siljeni v kriminal, to dejansko živijo v nekih letih, to ne živijo. In tudi Slovenija mislim, da to solidarnost in to moralno odgovornost ima in jo mora ponuditi, predvsem, da se moramo na to pripraviti. Če ne bomo pripravljeni, kot sem rekla, bomo imeli veliko večji problem. Razumemo občutljivost razprave, razumemo sektor, politika in javnost odbira strahove, varnost odtevanja. Zato smo danes tu, da bomo mogoče na kakšno od teh vprašanj odgovorili. Meni bo delo lažje naprej. Vesela sem, da imam tudi podporo številno svojih kolegov, socialnih demokratov, poslancev, podpredsednice Evropskega parlamenta. Skratka, hvala vsem za vso podporo in hvala tudi gostom, da ste danes poznali. Lepa hvala, Tani, prej je izpostavila, ali smo pripravljeni, oziroma da bomo pripravljeni. Verjetno sta vidva predstavnika države z Ministrstva za zunanje in notranje zadeve tisti prvi, na katera se lahko obrnem, ali smo pripravljeni, begunci so tukaj, to je dejstvo, ampak kako zdaj od te točke naprej? Je Slovenija pripravljena, kakšni so mehanizmi, oziroma kaj pravzaprav lahko beguncem ponudimo in kaj eno se zadnji tudi pričakujemo? Ja, dobro večer. To je seveda odgovor, ki ga mora domisliti, dooblikovati vsakdo med nami, ker mnenje države ali pa mnenje državnega organa je lahko tisto, ki ga potem ne samo usili, ampak razloži družbi in da družba tudi izvaja. Jaz bom ponudil nekaj izzivalnih tez. Seveda je to moje mnenje. Težko rečem, da je to mnenje državnega organa. Me pa tisto, kar bom zdaj povedal, prepričuje na podlagi dosedanjih izkušenj. Slovenija ima z izseljenstvom, pa z begunstvom, pa z bolj ali manj problematičnimi razmerami v svojem sosedstvu ali pa mogoče v bolj oddaljenih krajih dolgotrajne izkušnje. Precej ljudi se je s tem problemom osebno soočilo, ljudje so izkazali solidarnost ali pa prišli v dilemo, kako naj in kako naj ne odreagirajo. Tudi v naši soseščini so pozitivni in so tudi negativni vzgledi. Najslabša situacija je takrat, kadar o tem ni dopustno govoriti. Takrat pristanemo na to, da nam naše odločanje in naše ravnanje določajo predsodki. Predsodki pa temeljijo iz nepoznavanja in rodijo strah. To je slabo. Bojimo se tistega, česar ne poznamo in številne težave izvirajo prav iz tega. Zdaj, glede
današnje in morda tudi jutrišnje situacije s tistimi, ki so prisiljeni iti iz svojih domov in si iskati srečnejše in manj nevarne razmere, lahko brez dvoma ugotovimo, da niso primerljive s tistim, kar se je dogajalo pred tem. To ni ciklična situacija, to so razpadi držav, ki ne funkcionirajo več, in to so ne samo begunstva, ampak so prisilne migracije, ko so cela ljudstva primorana iskati novo eksistenco in novo okolje. Slovenija se ne more in ne sme zanašati na to, da je premajhna, da bi jo begunci našli. Begunci so nas našli. In mislim, več kot to, prepričan sem, da dosedanje ravnanje in dosedanje odločitve ne nudijo zadostne podpore, da bi jih smeli prenesti v bodočnost na način, ves čas tako ravnamo, pa je bilo dobro in bomo ravnali še naprej. Zdaj, s tem se ne bom prikupil moji sosedi. Rekel bom, da je ravnanje Slovenije do beguncev opredeljeno tudi z resorjem, ki to vprašanje pokriva. In če to govorim, mi boste morali verjeti, zato ker ta resor dokaj dobro poznam. To ni očitek. Zdaj ni situacija, ko bi kazali s prstom en na druga, kdo je bolj kriv. Ampak moramo skupaj domisliti, kaj je in kaj zlasti ni več zadosten odgovor na situacijo danes. In mislim, da se moramo ukvarjati ne samo s tem, kako bomo begunce pripeljali čez mejo, da bodo pri nas. To je sicer pomembno vprašanje, ne pa najpomembnejše in zlasti ne najlažje. Ukvarjati se moramo s tem in najti odgovor na to, kaj bomo z begunci, z osebami, ki jim bomo odprli svoj dom, da bodo tukaj našli svoj del sreče. Ne, da jo bodo vzeli nam, pač pa, da bodo tisti, ki znajo delati, lahko delali, da bodo tisti, ki imajo sposobnosti, te sposobnosti razvili in da bodo tisti, ki preživljajo jesen življenja, to jesen življenja lahko preživeli. Da bodo družine, ki so odšle, lahko prišle k nam skupaj in da bomo na koncu ugotovili, da nas vsak, ki je prišel z dobrim namenom, dejansko tudi bogati. Takrat bomo nehali spraševati, ali lahko poskrbimo za 20, ali pa lahko poskrbimo za 200, ali pa za 702. Takrat bomo videli, da moramo poskrbeti, ker danes skrbimo, ker smo v položaju, da lahko odstopimo en del svoje sreče drugim. Jutri bo morda situacija obrnjena. Pomembno je, da se poleg državnih organov v to skrb vključijo tudi nevladne organizacije, da se vključijo tudi posamezniki, da se vključi lokalna skupnost, da se vključijo tisti, ki ne samo so poklicani, ampak tudi so pripravljeni in imajo znanje. Takrat bomo videli, da je to vreme, ki se porazdeli na številne ljudi, mnogo lažje. In takrat bo delo za poslanko Tanjo v Bruslu mnogo uspešnejše. Zato, ker se bodo zbrali ljudje dobrih misli in dobrih namenov in primorali tiste, ki odločamo, če sem zdaj poklican v besedi kot predstavnik državnega organa, da sprejmemo odločitev, za katero nas ne bo nikoli sram. Zdaj pa pričakujem, da bo razprava seveda povedala, da marsikje tisto, kar trdim, ni res, pa bom z veseljem slišal, če me boste prepričali. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot predstavnik države in tudi v svojem imenu ste povedali, kakšen je vaš pogled na to. Vaša soseda je malo kimala v eno smer, malo v drugo, se je s povedanim strinja strani stališča države, svojim osebnim stališčem, je država
za begunce dobro poskrbela, kaj lahko begunci pričakujejo od Slovenije, kaj jim lahko ponudi. Eno se zadnje, kaj lahko tudi mi pričakujemo, da bomo v zameno na moralnem področju dobili nazaj. Torej, biti danes begunec v Sloveniji pomeni kaj? Hvala lepa za besedo. Ja, res je, da kadar govori gospod Šter, kimam ali pa odkimavam, to je res. Ja, to je že nekaj let. To da ne bom rekla, da je to počela to za posebno. Najprej bi se rada seveda zahvalila gospe Fajonovi, Tanja, hvala lepa za to lepo vabilo. Jaz sem tukaj predstavnica Ministrstva za notranje zadeve, da to sem ponosna in svojih osebnih stališč tukaj ne bom razkrivala. Tako da povabili ste me tudi v tej domeni z veseljem, kot sem rekla, sem se odzvala. Je pa res, da že Andrej v tem uvodu povedal ogromno. Če bi bil ti uvodničar, pa ne bi imel nobenega dokumenta za razpravo, mislim, da bi lahko vsi sedeli tukaj vsaj 3 ure, pa se razprava ne končala. Vesela sem, iskreno vesela, da se ta razprava dogaja v tem trenutku tudi v Državnem zboru, ker vidim tudi poslanci Državnega zbora, tudi tam oni zelo konstruktivno prispevajo k tej odprti razpravi, to mislim, da je odlično. Dobro je, da se v Sloveniji govori o migracijah, odlično je to, da migracije ne potiskamo na politično margino, ker se mi je zdelo, da jaz sem že dolgo na Ministrstvu za notranje zadeve, pa se dolgo časa z migracijami ukvarjam, se mi je zdelo, da včasih so namenoma potisnili v migracije take, mogoče vse obsežno, ne samo begunci, na neko politično margino in to mislim, da za državo, kot je Slovenija, seveda to ni dobro. Tako da odlično, da so debate vse okrog in da imamo seveda tudi svoje mnenje. Kar se tiče konkretnih vprašanj pa Slovenije, pa bi rekla tako, Slovenija, kot je porečeno, je država migracije in emigracije. Veliko Slovencev se je izseljevalo v različnih zgodovinskih obdobjih in veliko ljudi se je v Slovenijo preselilo. Trenutno statistika OECD kaže, da je v Sloveniji živi 12% prebivalstva Republike Slovenije, ki se je rodilo v tujini. To dejansko pomeni, da smo tam, kjer je Nemčija, kjer je na Nemčija okoli 14%, tam, kjer je Danska, kjer jih ima 17, tam, kjer je recimo veliko pred drugimi vzhodnimi državami. Vsi pa vemo zakaj, zato ker je bila naša zgodovinska danost in povezanost z bivšimi državami, bivše skupne države, takšna kot je bila. Ljudje so se v Slovenijo priseljevali predvsem iz ekonomskih razlogov in zato imamo na tem področju relativno, bom rekla, dobre izkušnje, tudi dobro prakso. Ljudje so ostali v Sloveniji, seveda zdaj v Sloveniji vzgajamo, pa živi že druga in tretja generacija teh priseljencev in so del naše družbe. Kar pa se tiče konkretno beguncev in razprave danes, moram reči, da je Slovenija torej v Evropski uniji zastopala neko stališče, ki ni bilo posebno, ampak je bilo dejansko stališče večine držav članic v teh razgovorih. Dejstvo je, da je begunska kriza trenutno resnično številke govorijo o tem, da je resnično presegla dejansko tudi nekaj napovedi. Razlogi jih je navedel že nekaj Andreja, pač enostavno posod Afrika, predvsem pa tudi države seveda bližnjega vzhoda so nemirne, vojne se dogajajo, ljudje enostavno bežijo zato, ker želijo preživeti. In dejstvo je, da Slovenija v tem kontekstu pač oblikovanja nekih stališč do trenutne situacije je pač želela v teh debatah izkazati seveda solidarnost s tistimi državami, ki so najbolj obremenjene in so seveda na zunanji meji, konkretno Italija in Grčija. Vendar je želela poudariti, da v tem trenutku lahko pač smo solidarni ali pa odgovorni do drugih držav članic samo toliko in pomagamo toliko, ker bomo pač lahko ali pa bomo sposobni in zmožni. To pomeni, da tisti ljudje, ki bodo prišli, konkretno, če govorimo o tem sistemu kvot ali pa sistemu preselitve, da bodo deležni enake obravnave in enakih pravic, kot so deležni tisti, ki pridejo sem spontano in so pri nas prosilci za mednarodno zaščito ali pa pridobijo begunski status. Pomeni, Ministrstvo za notranje zadeve jim bo omogočilo integracijsko ukrepe. Imamo za vsakega begunca naredimo osebni integracijski načrt, ki je prilagojen njegovim potrebam. Poskušamo ga vključiti na trg dela,
Imamo odlične zgodbe z mladimi begunci, ki so končali fakultete, torej univerzo, poskušamo otroke takoj vključiti v osnovno šolo. Rekla bi, da se Slovenija trudi. Leta 2006 je dobila celo priznanje Evropske komisije kot eno od držav članic, takrat novih držav članic, za dobro prakso pri integraciji beguncev. Res pa je, da nimamo izkušnje z velikimi številkami in to je to, o čemer je govoril tudi gospod Štef pred mano. To pa je nov izziv za Slovenijo in iskreno upam, da ga bomo tudi s pomočjo civilne družbe nevladnih organizacij, ki so naši partnerji pri teh projektih, uspeli nekako izpolniti. Lepa hvala. V bistvu še vprašanje, mora biti, kje je razlika Slovenije danes in Slovenije izpred dobrih 20 let, takrat, ko se je v Slovenijo nekako po enih ocenah, je Tanja omenila številko 70 000, poiskalo zatočišče pred takšnimi in drugačnimi grozotami o lastni domovini. Takrat smo jih znali sprejeti. Je to zato, ker so nam bili nekoliko bliže, kot vseeno skupaj smo sestavljali prebivalstvo nekdanje države. Danes pa vsaj človek dobi občutek, da je problem teh nekaj 702 in po nekaterih izjavah premijer pričakuje še za nekaj 100 beguncev manjšo številko. Zakaj se danes zdi, da je toliko večji problem poskrbeti za teh 300-400 ljudi, takrat pa, če malo poenostavim, ni bilo problema sprejeti par 10 000 ljudi in jih tudi nekako vključiti v okolje. Kje je zdaj ta razlika in zaradi česa je nastala? V bistvu ste nekako na vprašanje že samo odgovoril. Dejstvo je, da so bile takrat druge okoliščine. Slovenija je imela tudi drugačno zakonodajo takrat, če govorim čisto iz vidika Ministrstva za notranje zadeve. Ljudje so prihajali pa predvsem tudi sorodnikom. Diaspora je bila seveda močna. Medtem ko so zdaj razmere drugačne. K nam prihajajo begunci iz držav, kot so Afganistan, Pakistan, Afriški rog. Imamo težave recimo z osnovno komunikacijo. Ljudje imajo pa tudi določene predsodke, to je seveda treba omeniti, ampak jaz verjamem, da s takimi razpravami bomo pač vsi skupaj poskušali. Nas je Slovencem mora biti strah beguncev, kaj opažate, razen same oddaljenosti, rekli ste, da se zdaj k nam tudi poseljujejo kot drugačni begunci oziroma tukaj iščejo zatočišče. Razen tega, da so mora biti kulture nekoliko različne, kaj je tisti osnovni problem, zaradi česar smo zdaj nekoliko vsaj nastopili korak nazaj oziroma imamo toliko večje probleme s tem, po vašem izpoštenju? No, strah, ki ga poraja odsotnost odprte besede. In zato sem jaz zares vesel današnjega srečanja, pa te pobude, pa tudi drugih, ki se pojavljajo. In seveda, kot sem rekel, odgovor že 20 let tako delamo in je bilo že ves čas dobro, tam je zadošča več. Včeraj je bila ena silno pozitivna zgodba predstavljena. Dva fanta, ki sta pribežala kot mladoletna begunca, sta v centru, izobraževalnem centru na Bledu, končala magistrski študij. A veste, da si predstavljam, da bosta morda s svojim znanjem morda prispevala k vplačilu v sklad, iz katerega bo šla moja penzija. A ne bilo to fino? Morda znata tisto, od česar se bomo vsi lahko učili. Če je nekdo drugačen, je lahko drugačen tudi v pozitivni smeri. In ko bomo začeli to drugačnost razumeti, da nas bogati, takrat bo predsodkov mnogo manj. Je pa seveda pomembno, da ljudem, ki pridejo k nam, zagotovimo, da znajo te svoje sposobnosti, to svojo širino tudi pokazati. Ne, da jih obravnavamo kot potencialno varnostno katastrofo. Morda je to tisto, kjer se lomi uspešna od neuspešne migracijske in begunske politike. Da se država s svojim mehanizmom kombinira z mehanizmom in znanjem posameznikov, nevladnih organizacij in lokalne skupnosti. Ne pozabiti lokalne skupnosti.
tam, kjer so ljudje nagovorjeni, sprejmejo tudi drugačnost in lahko uspešno zaživi tudi človek, ki je drugačne barve poti ali moli k drugemu Bogu, ali pa se oblače čisto različno. Tam pa, kjer je to usiljeno, a veste, če država skrbi za en problem, država je v 4 domov in čez vikend jo ni v službi in gre na dopust in kakšno stvar tudi pozabi. Ljudje, s katerimi pa živimo skupaj, nas pa ne pozabijo. In takrat bo problem mnogo manjši. Ne bo odsoten, ampak bo pa mnogo manjši. Lepa hvala, morbiti samo še eno hitro vprašanje. Je Slovenija za begunce zaželjena država? Vedo, kam pridejo? Ali smo za veliko večino samo prehodni, pa potem ostanemo tukaj? Kakšni so trendi? Je to njihova končna destinacija ali samo recimo neka postaja na poti v boljše življenje? Statistični podatki kažejo na to, da smo še vedno tranzitna država. Ja. Večina ljudi, ki pridejo kot prosilci za mednarodno zaščito v Slovenijo, zapustijo v določenem času in grejo iskat, nek cilj, ali pa srečo drugam. Dejstvo je, da Slovenije ne poznajo. Je pa res, da ko pridejo v Slovenijo, se nastanejo v azilnemu domu in za njih nekako poskušamo skrbeti, se kar hitro znajdejo. Je pa to, kar sem že prej rekla, odsotnost diaspora v sami Sloveniji, v bistvu, kjer mogoče nimajo nekih predhodnih stikov socialnega okolja, ali pa kjer ne vejo praktično kam bi šli, ko niso v azilnem domu. To pa je sigurno kar pomemben faktor, ki potem nekako prevlada tudi ob odločitvi, da se premakne v neko drugo državo v Evropski uniji. Res pa je, da skupni evropski azilni sistem omogoča oziroma ima mehanizme, v katerih se potem ti tujci vrnejo v Slovenijo, če druge države članice zaprosijo azil. Tako da tretjino je pa tudi takih, ki gredo nazaj. Lepa hvala. Gospa Faila Pašič, Bišič, prej je gospod Šer že omenil, da moramo nekako razumeti in sprejeti tudi drugačne. Zdaj, že od malega se s tem nekako tudi vi spoprijemate, prej ste rekli, da včasih mora biti tudi malo človek štrliven iz povprečja. Kako je torej pogojno rečeno biti nekoliko drugačen oziroma zastopati nekoliko drugačen svet, kot smo ga navajeni z vašega pogleda in vaših izkušenj? Lep pozdrav tudi v mojem imenu in iskrena hvala organizatorjem za ta dogodek, ki je nekako v pravem času na pravem mestu in pa vsekako nujno potreben. Hvala za povabilo, da sem lahko današnja gostja. To razumem kot giving voice to voiceless. In zelo je pomembno, kaj si o migracijski politiki, tudi ne nazadnje begunski politiki mislimo tudi mi, ki smo vpeti v to vrstno dogajanje in ne nazadnje nismo kreatorji življenja, vendar to počnejo tisti, ki teh izkušenj nimajo in nimajo niti medkulturnega ozadja in skejo življenje nekomu, ne da bi ga za karkoli sploh vprašali. Jaz sem muslimanka in prakticiram islamski način oblačenja in to se je kasneje izkazalo v življenju, največja prednost je bila ravno ta, da sem bila rojena v Sloveniji. In skozi mojo kulturo se je prepletala tudi slovenska kultura, a žal sem bila zelo pogostokrat obravnavana kot tujka. Skratka, nekdo, ki ga je potrebno integrirati in socialno vključiti v slovensko družbo. Jaz sem si na vso moč želela biti del slovenske družbe, vedno se je postavilo vprašanje, a pa si slovenska družba tega sploh želi. In vprašanje, ki pa se tudi danes in nenehno pojavlja v mojem življenju, pa je vedno to, kako se soočiti s predsodki, ali jih strpno sprejemati in sprejeti tudi ta občutek manj vrednosti, ali pa se zavedno in zavestno odločiti temu zoperstaviti in na najbolj toleranten in pozitiven način dati prispevek k družbi, v kateri živiš. Jaz sem se vsekakor odločila za slednji korak, ki je zahteval ogromno poguma, kajti jaz sem ena redkih žensk v Sloveniji, ki nosi naglavno ruto in lupa šakom od 100 in si upa povedati
in opozoriti na napake tako sistemske, družbene, kot tudi politične. Skratka, biti muslimanka v Sloveniji pomeni biti pogumna oseba. Praktizirati islamski način oblačenja zahteva ogromno odrekanja, zahteva ogromno požrtvovalnosti in nekako, da bi bila nekako v povprečju z tistimi, ki niso moje veroizpovedi oziroma so pripadniki večinske družbe, jaz moram biti nadpovprečna. To so dejavniki, ki močno otežujejo samo udejstvovanje in nekako vedno znova in znova postavljajo nove in nove ovire. Ko že mislimo, da smo rešili en predsodek, se rodi nešteto drugih. Odločila sem se in ustanovila nevladno organizacijo Društvo UP, ki se ukvarja z migracijsko politiko, z socialnim vključevanjem migrantov in beguncev. In kot taki zelo opozarjamo na sistem, ki je nepravičen in ki ne ponuja enakih možnosti in ne enake obravnave. Skratka, poskušamo prispevati tisti del, ki ga dejansko najbolj poznamo, ne da bi se temu odpovedali svoji lastni identiteti. Človeku, ki mu dovolimo, da ostane to, kar je, od takega človeka lahko pričakujemo njegov najbogatejši prispevek. Osebi, kateri odvzamemo njegovo identiteto in njegov osebni jaz, s tako osebo lahko počnemo, kar želimo. In vprašanje, ki se danes pojavlja o sprejemanju beguncev v Sloveniji, je dejansko potrebno naj tudi odgovoriti. To pomeni, da Slovenija mora imeti pripravljeno strategijo in pa politično oziroma begunsko strategijo, ki bo te osebe sprejela takšne, kakršne so. Zakaj se niso pojavljale težave pri sprejemanju beguncev iz Bosne in Hercegovine, je kristalno jasno. Zato, ker so to ljudje, ki se niso soočali s kulturnim šokom, in tudi ta njihova jezikovna pregrada ni bila tako zelo velika. Danes govorimo o beguncih, ki se bodo soočali s kulturnim šokom in ki bodo imeli velike jezikovne pregrade in s tem močno oteženo komunikacijo. Zame dejansko predsodek do teh ljudi je pomanjkanje ljubezni. Pomanjkanje ljubezni do sebe in ne nazadnje potem tudi do drugih. Takih ljudi, ki razmišljajo zelo negativno in ki so prestrašeni, je izpraviti hvala Bogu zelo malo. A so prekleto glasni in imamo občutek, da jih je zelo veliko. In tisti, ki imajo begunsko izkušnjo, tisti, ki so pozitiven primer v Sloveniji, kot je omenil gospod Šter, te ljudi je potrebno, nujno potrebno vključiti v kreiranje begunske politike. Nič v imenu beguncev brez beguncev. Nič v imenu muslimanov brez muslimanov. Nič v imenu invalidov brez invalidov. To se mi zdi taka poštena igra, da se vključi v kreiranje kakršnega koli sistema in politike ljudi, ki jih ta politika tudi zadeva. In ne nazadnje je zelo pomembno, da Sloveniji predstavimo to politiko tako, da jo bodo tudi razumeli in pa tudi čustveno sprejeli. V Sloveniji se zelo pogostokrat pojavi ta problem, da razumsko se nekako strinjamo, pa dajmo jih sprejeti, pa se bomo že nekako čustveno, pa ne. Ti ljudje potrebujejo našo pomoč. In glede na to, da sama izhajam iz te kulture in iz te veroizpovedi, se bom potrudila na vso moč, da oddam tisti prispevek, ki bo to integracijo močno tudi olajšal. Sama sem hodila po teh poteh, izredno nesvojnih poteh in dosegla nek cilj. Danes mi pravijo primer pozitivne prakse, druge generacije priseljenke. Še vedno me ne obravnavajo kot Slovenko, čeprav jaz zelo ponosno rečem, da sem Slovenka in zelo veliko tudi predavam, tako v osnovnih srednjih, kot tudi na fakultetah, o medkulturnem dialogu, v strpnem sobivanju in pa sožitju, ki je temelj vsake demokratične družbe. In zelo prizadeta bom, če bodo ljudje,
ki so ubežali raznoraznim oblikam nasilja, terorizmu, nasilnim vladarjem in tako naprej, to nasilje občutili tudi pri nas. V tako zelo opevani demokratični Evropi. Skratka, Slovenija je majhen narod in nas so same meje. In zelo hudo je, ko te meje zožamo nekako tudi v svojih glavah. Skratka, mentalne meje, ki ne dovolijo nobenih novosti, ne dovolijo nobene drugačnosti, strah nas je, begunce potrebujemo, se bomo strinjali s tem, da begunci bodo reševali Evropo. In če sem lahko malce sarkastična, mogoče pa begunci prihajajo po tisto, kar je Evropa ukradla njim. In Slovenija potrebuje te ljudi, Slovenija potrebuje roke, potrebuje noge, potrebuje možgane, pridejo pa ljudje. Pridejo ljudje z drugačnimi verskimi prepričanji, z drugačnimi tradicionalnimi praksami, z drugačnimi vrednotami, ki v zahodnem svetu nimajo popolnoma nobenega pomena. In tudi neke zahodne vrednote v muslimanskem svetu nimajo nobenega pomena. A suma summarum je, da islam in krščanstvo morata vzpostaviti ponovni dialog. Dokler ne bo miru na Bližnjem vzhodu, ne bo svetovnega miru. In mi imamo to dolžnost. Naša moralna dolžnost je, zato ker imamo družbeno moč, da kljub svojim drugačnim predpostavkam in perspektivam tem ljudem pomagamo ostati to, kar so, in obenem, da postanejo dodana vrednost v naši državi. Če sem uspela jaz, kot muslimanka z naglavno ruto in z 2 mehkima čejama, potem nihče izmed nas nima nobenega upravičila, da se zadeve loti, pa če tudi na svoj inovativen način, ampak dejansko te ljudi je potrebno sprejeti, so že na pol poti in moramo biti na njih tudi pripravljeni, ker mi to zmoremo, znamo in si tudi upamo. Zdaj pa hvala z vašim predhodnim dovoljenjem. Še vprašanje, ki upam, da bo tudi komu dalo zamisliti. Pravite, da ljudje, strah je tiste redke, ki so glasni tega, česar se bojijo, ampak v tem času tisto odidi tja, odkoder si prišla, slišite tega čedalje redkeje, ali so tisti, ki so bili glasni, čedalje bolj tiho, jih je manj. Upam, da bom slišal, da gre tudi tukaj nekje na bolje in da ne vem, zakaj bi se nekdo tako čudovito vsebe sploh bal. Ja, jaz se pa sprašujem, kdo se boji tistih otrok na čolnih, ki se stiskajo k svojim materam. Strah, ki je popolnoma neupravičen in predsodki, ki so ena glavnih metodoloških zmotk in ki so izredno nevarni. Vsi ti predsodki so uničili na stotine življenj in največji ubijalec na svetu niso vojne, temveč tiste razlike na mi, vi in oni. In na svetu je dovolj prostora za vse ljudi. In ko mene ogovorijo z sovražnikom oziroma so nastrojeni, lahko poudarimo, da dejansko ta odklonilen in izredno negativen odnos do muslimanov v Evropi zelo narašča in da se muslimani, v bistvu, kdo so največji žrtve islamskega terorizma? Ravno muslimani. Muslimani v Evropi, ki se jih potem socialno izključuje, segregira, degenerira, se jih obravnava kot divjake, kot lenuhe, kot ščurke in tako naprej. Mi muslimani si zelo prizadevamo obogatiti zahodno družbo, evropsko družbo. Ne nazadnje smo veliko prispevali zahodnih civilizacij, a danes se o tem ne govori. Ne govori se o našem prispevku znanosti, umetnosti, arhitekturi, medicini, matematiki, skratka, govori se o divjakih, govori se o teroristih, ki posiljujejo, in kadarkoli se zgodi, kakršenkoli napad, kjerkoli, v imenu islama, v imenu islamske države, ki ni ne islamska in ne država, mi se moramo in tudi v Sloveniji za to opravičiti. Faila Pašić-Bišić se mora opravičiti za 11. september, za napad v Londonu, za napad na Norveškem. Skratka, to so izredno hude obtožbe
In po nenehnem opravičevanju je pa mislim, da prišel čas, da preneham govoriti, kaj pa jaz vse nisem, jaz pa nisem neizobražena, jaz pa nimam terorističnih nagnjenj, jaz pa nimam zelo veliko otrok doma, jaz pa ne jaham kamere po Ljubljani. Danes je čas, ko je potrebno govoriti o tem, kaj pa muslimani vse smo. Muslimani smo filozofi, muslimani smo strokovnjaki, muslimani smo glasbeniki, muslimani smo umetniki, muslimani smo ljudje, ki nismo v Evropi in tudi ne v Sloveniji prisotni od včeraj in smo prišli od nekod. Jaz sem prišla iz jeseniške bolnišnice, porodnišnice. In temveč govorimo o tem, da smo tukaj prisotni že stoletja. In docela zgrešeno in zelo neupravičeno je, da se naš prispevek spregleda. In ko meni družba dovoli ohraniti naglavno ruto na svoji glavi, ima ta družba v meni zelo iskrenega prijatelja. Lepa hvala, upam, da so se vaše besede dotaknile naših obiskovalcev. Klemen Mihelič, vas bom pa najprej malo zares vprašal, koga se begunci bojijo, oziroma kdo se boji beguncev? Kot predstavnik humanitarne ustanove Hope, kar seveda pomeni upanje, ste videli veliko zgodb, ki so bile tako žalostne, kot tudi vesele, in kje je pravzaprav tisti strah ali pa tiste stične točke, kjer se potem vseeno ta dva, na mora biti prvi pogled, nezdružljiva svetova najde. Pozdravljeni. Strah. Težko je reči. Ne vem, moja pot v humanitarnih vodah se je začela, ko sem spoznal Toma in Sulemana Džamusa. In preko njiju zgodbo v Darfurju. Ne vem, neka čist človeška lastnost je pomagati sočloveku v stiski in zato sem se pred 7 leti prvič s Tomom odpravil v Darfur. Tam naju je počakal tudi Suleman in meni se je na tisti poti podrlo 1001 mit o tem, kakšni smo si, kako smo različni, česa se treba bati, vsega drugega kot tistega, kar sem predtem mislil. In kar sem se jaz na tej poti najprej naučil je to, da smo vsi ljudje. Ko sem spoznal ljudi popolnoma drugačne barve kože, druge kulture, druge religije in videl, kako prisrčni ljudje so, mi je bilo žal za marsikšno misel, ki sem jo gojil iz medijev, sam pri sebi, tisto prisvojeno, priučeno misel. Da ne bo preveč o tem, bi pa rajši povedal o strahu ljudi, ki potujajo k nam v Evropo. Ti ljudje ne potujajo zato, ker si želijo igrati PlayStation, ker si želijo priti v to, kar vidijo na televiziji, morda nekateri. Ampak velika večina jih beži za lastno življenje. Premnogi umrejo že v svoji deželi. Potem se odpravijo, vsaj v primeru zgodb, ki sem jih jaz osebno videl, se odpravijo čez Saharo, kjer ponovno mnogi umrejo. Spomnim se dogodka, ko so bila s Tomom na južnem delu Sahare in je prišla skupina pribežnikov, ki so se vrnili iz Libije po parih letih neuspešnega prečkanja Sredozemskega morja. Povedali so zgodbo 4 fantje in 1 punca, kaj pomeni biti zaprt v Libiji, kakšne muke, posilstva, trpinčenje, lakota, izpust iz zapora, poskus čolna, jih oropajo, maltretirajo, ponovno v zapor, cirka 3-4 leta tako. Potem so se po 4 letih približno znašli na čolnu, ki je po enem dnevu in pol plovbe mu je odpovedal motor. 28 ljudi je bilo na čolnu, med njimi tudi otroci, 10 se jih je utopilo, tudi dojenče. In potem jih je rešil ribič, pripeljal nazaj do Libije in ponovno v zapor. Ko so videli, da ne bo šlo, so se vračali in niso imeli možnosti do svojo državo, ker so videli, da to za njih to smrtna ječa ali pa skoraj da gotova smrt. To je ena zgodba. Težka, ampak vsi ti ljudje, ki prihajajo, imajo svoje zgodbe. In še večje trpljenje
pa doživljajo tisti, ki so še vedno v svojih državah. In sprašvati se, kam te ljudi prd, je seveda današnje vprašanje, ampak vprašanje je, zakaj ti ljudje bežijo. Kaj je tisto, kar jih preganja z domov? In z domov ni naključje, če pogledamo, bežijo ljudje iz najbolj bogatih držav z nafto, z rodninami. Bežijo tam, kjer so vojne, za katere sami najbrž niso krivi. In oni, ko sem z njimi govoril, so rekli, dajte doma v Evropi povedati, da ne nehajo podpirati njihove diktatorje, da ne nehajo si prilaščati njihova naravna bogatstva in vse ostalo, ker zaradi tega oni tam umirajo in trpijo. Skratka, vzrok je treba locirati. In vzrok je tudi v Evropi. Pred 100 leti in več je bil zaradi sužnjev, zaradi kolonizacije in tako naprej. Danes se poskuša Evropa nekako precej elegantno upirati in povedati, da so krivi Američani, pa Rusi, pa arabski polotok. Seveda so krivi, ampak tudi Evropa. In danes Evropa gleda kot celota. Tudi Slovenija je v Evropi, pa nismo nikoli zasužnjevali, pa nikoli naše gospodarstvo ni zraslo na krvi Afričanov in pa drugih držav, ki jo danes trpijo. Skratka, usmeriti se moramo vsi skupaj, Evropa pa enotno, končno, potrkati na vrata tistih svojih članic, ki še vedno veselo bogatijo in jim paše ta tok, in jim paše podpira diktatorje. Če se bo to ustavilo, takrat bodo oni, tako kot si želijo, lahko ostali doma. Ne bo jim potrebno bežati, ne bo jim potrebno svojih življenj postavljati na kocko in umirati na poti. In to je sporočilo, ki ga vsakokrat vselej slišim, ko pridem tja. Želimo ostati doma, sami lahko preživimo, samo nekaj, ki se mešati v to. Oni se brez orožja ne bi mogli bojevati, nekdo jim ga proda, masno zasluži. In vse te zgodbe, ki jih lahko naprej speljamo še skozi prehrano, informacijo in tako naprej. Skratka, ti ljudje, ki pa so že na poti, govorimo, ne vem, ali 700 ali 300. Ja, danes igramo šah s njim. To lahko reče nekdo, ki ni nikoli pogledal v oči tem ljudem, tem otrokom, kot je rekla. Jaz ne vem, sem se spraševal v Sudanu, v Nubskih gorah, kaj je hujše, to, da otroci jokajo ob mrtvi mami ali da mama joka ob mrtvih otrocih, če ni morda sreča to, da so vsi mrtvi. Tisto trpljenje jih pelje sem, mi se da sprašujemo 300, 700, pa se bomo o kvotah pogovarjali. Postavljali bi zidove. Jaz pravim, naj tisti, ki bi jih in tisti, ki zbirajo in odločajo v številkah, splezajo na ta zid, pa potem s prstom pokažejo, ti bo šel, za bratca ni prostora, pa še vi 3 boste šli. Nas to spominja na nekaj, ne, pred desetletji, ne moramo tako. Potrebno je tem ljudem priskočiti na pomoč. Potrebno je priskočiti na pomoč v državah, kjer živijo. Hvala. Na drugi strani Tomo Križnar skupaj s kamero nekako neločljiva sta v vseh različnih zgodbah. Tomo, kakšne zgodbe beleži kamera vaša? Kaj se je vse našlo v objektivu in seveda tudi kaj so pravzaprav ti posnetki naredili dobrega za tiste, ki sami nimajo glasu in ste potem vi postali njihov glas in tudi naša vest? Jaz sem obril maken, da ne bova nikomor kazala hrta, da nikogar ne bova ignorirala, ker jaz verjamem, da ravno v tem, da nikogar ne ignoriramo, nikogar več ne ignoriramo, je pot za naprej v svetu, ki nas čaka. Ja, dnevno, pa stojano, pa Sulejmanom smo šli večkrat na področja, ki jih jaz imenujem žrtveniki sveta. Zato, ker se mi zdi, da tam vsi mi žrtvujemo, da svet še naprej ostaja tak, kot je. Veste, da so Azteki in Maji žrtvovali, ker so verjeli, da bo sonce ušlo, sicer ne bo. Zavedali so se grehov in so trgali srca mladim fantom, najlepšim, zato, da bi se nekako izprosili od bogov
še vedno milost, da bo sonce še vedno vzhajalo in da bo dež še vedno prihajal. In mislim, da mi nekaj podobnega počnemo. No? Da zdaj na veliko žrtvujemo, zato ker se točno zavedamo svojih grehov. Težko je opisati izkušnjo srečanja z staroselskimi ljudmi, ki nimajo nič od tega, kar imamo mi vsi tukaj. Vsi pa bo korist od takega sveta, kot je. Čisto vsi. Tudi tisti, ki zunaj zdaj prska iz svetnjakov, ima korist. Če drugega ne bo mogoče najdu sendvič. Mogoče bo najdu čik. Vsi, ki živimo v civilizaciji, in brka je ta kompleksna in razvita in industrijska in celo postindustrijska, več imamo koristi od tega žvrtja planeta. Ne mislim zdaj samo na rastline, v tropskih pragozdovih ali pa na ribe, na koralnih grebenih. Mislim tudi na endemične vrste živali, pa tudi ljudi. Na planetu še vedno živijo ljudstva, ki so jih naši predniki po odhodu iz Mezopotamije, oziroma se je kultura naša širila prek Egipta in Grčije, pa po drugem kraku preko Indije, pa Kitajske, pa delimo preko Ameriko, iztrebali. To so staroselske ljudstva, ki so najbolj nedolžna in to se vidi potem, da čisto nič nimajo. Nobenih destilatov, nobenih surogatov za naravno. Živijo še najbolj neposredno samo od narave. To se pravi, ne predelujejo, ne delajo izdelkov, ne spreminjajo svinca v zlato, ampak živijo neposredno, praktično tako, kot je večina svoje zgodovine naša vrsta človeštva imenovana Homo sapiens. No, pri njih vidiš, kaj je čisto. Pri njih vidiš, kaj je nedolžno. Pri njih vidiš, kaj je simbioza, kaj je sožitje, ne samo med ljudmi, med živalmi in ljudmi in rastlinami, ampak tudi sami med seboj. Kako imajo, na primer, urejeno socialno politiko, kako imajo odnos do žena, otrok, da zadnjih najbolj bogih pravijo, da revež je sramota za vse nas, to jaz ne slišimo v nobeni razviti visoki civilizaciji, ki danes bili na planetu Zemlja. No, pri njih vidiš, da smo potem pri nazaj domov, in spremljam medije, ko gledam te otročarije, ki se kregamo, žgal je ta lopatka, žgal je ta kangelca v pistolniku. Jaz vidim, da smo dejansko bolni, da smo patološko zboleli in zaradi tega ni nič čudnega način, kako bi bo druge so ljudi. Meni so rekli, pa druga, kolik sem prišel, ja pa kaj nam usilujejo zdaj to krščansko vero, mi nimamo nič s tem, mi nismo nič krivi, Židje so ga ubili, ki bomo dali Jezusu, če prišel sem jesti pa piti. A me razumete, kako hočem povedati? To so naši najbolj nedolžni člani in do njih imamo pa vsi, v vseh kulturah, ni važno krščanska ali muslimanska ali židovska ali modernistična, ena od modernističnih, recimo hindujska ali ne vem, vse, kar je urbaniziranega, najslabši odnos. In teh ne bo k nam, zaradi tega, ker ne morajo odnesti s sabo svojega znanja. Njihovo znanje, njihova duhovnost je zapisana v njihovo naravo, v njihove gore, v njihove potoke, v njihove skale, v njihove posebne oblike dreves. No, in zato se mi najbolj zauzemamo za rešitev teh ljudi, dobesedno za rešitev, tako kot se zauzemamo za gorile ali pa za delfine ali pa za celo leve. Moja izkušnja je, da vsi rabimo stare, najstarejše kulture, ki še niso nič pokvarjene in nič zlorabljene, zato ker imajo oni odgovore na vse naše duhovne stiske, duhovne krize, pa na socialne, ekološke, absolutno, in celo gospodarske. To je najtežje, kar je postiš. Vsi se bomo prej med sabo zmenili in vsi se bomo prej družno spravili na te ljudi.
mislim, da so ti najbolj potrebni zaščite, zato mi poskušamo te ljudi čuvati s neke vrste protektorati, ki niso živalski vrtovi ali pa človeški živalski vrtovi, ampak so neke vrste z moderno tehnologijo zaščiteni predeli, kodar ti ljudje še vedno danes živijo in seveda teh ni veliko, ker smo jih praktično mi kanibali že požrli. Malo jih je še. In z veseljem pomembno, da vendarle pridobivamo antropologe, ker ravno antropološki pogled na svet je najbolj strpen zaenkrat, ker verjame, da smo kakor prsti na rokah, vsi različni, ampak vsi lahko več naredimo skupaj. In da poskušamo pridobivati tudi slovensko politiko. Zakaj je lažje? Ker ti ljudje noben ne verjame, da nas ogrožajo, ker so res, ker hoče doma vstati, ker hoče sem prijeti in jih sem nikoli ne bo. Enega Kube še ni bilo in enega Kubogance in enega Tačoja in enega Mesatin Pisale še ni bilo tle v Evropo. Držijo se doma, zato ker so privezani na njihovo naravo, ker brez narave postajajo taki izkoreninjeni, apolite po slovenstvo. Hvala. Ali pa bomo govoriti samo še stavek ali dva, kjer so se naše poti s gospodom Sulejmanom prekrižale, kakšna je vajna skupna zgodba, ki jo druži, seveda bom potem tudi gospoda Sulejmana, ki mu Maruša prijazno tolmači naš pogovor, popraša, ampak vajne usporednice oziroma križišče je bilo kje in kako? Leta 2006, januarja, ko me je takratni slovenski predsednik Drnovšek, ki se je izkazal za najbolj občutljivega, jaz mislim, da prav zato, ker je čutil, da so mu šteti dnevi in hotel še nekaj dobro narediti, poslal Darfur kot svojega posebnega poslanca. In takrat, ko sem iskal, kako na ta žrtvenik sveta, ker sem prej rekel, kakšen je angliška novinarka in aktivistka Julie Glynn dala 2 telefonske številke in 2 imena. In eden od njih je bil Sulejman. Mi smo se srečali tako, da ko sem prispel in Džamene v Čadu in ga poklical, da ni bilo mogoče reči, zakaj. Tisti dan so ga napadali, tisti dan so bili 4 njegovi ljudje ubiti, njemu so vzeli svobodo in satelitski telefon in potem se še reče, da je 4 dni javil in takrat je rekel, kar pridi, vse en kar pridi na mejo. Naprej pa predajam besedo njemu. Hvala lepa, prosim vas bom tomu, da boste potem tudi besede gospoda Sulejmana prevzeli. Gospod Sulejman, dobrodošli v Sloveniji. Kako se počutite v naši državi? Kakšni ljudje smo Slovenci? They are all friends, and as they look friendly, they behave friendly, and I am quite pleased of my being among them. Ja, verjetno ste gospoda Sulejmana razumeli, Slovenci smo prijatelji, dobro se počuti med nami. Vprašanje za vas pa, ali se danes počutite kot begunec, kot sprejet, kot enakopraven del našega planeta, kje danes sami sebe vidite? First of all, in Slovenia, I'm not a refugee. I'm half citizen of Slovenia. I have resident permission, permanent resident permission from Slovenia, and I'm living under that condition. So I'm not a refugee. If there is part of this speech to speak about the refugees. The refugees, in my eyes, are 3 kinds of people. Either economic refugee, or instability, or fear of death. Those of Sudan
because of the country itself want to exterminate some people and bring others from other neighbor countries to inherit their land. They fight, they start fighting in 2003. Until now they did not succeed, but the government should also implement its policy. Hvala lepa. Torej, verjetno ste tudi sami razumeli, Maruša si sledila temu. Skratka, gospod pravi, da kot begunec lahko gleda na to iz treh aspektov, kaj je pravzaprav gospod izpostavil. Se pravi, gospod izpostavil tri vrste beguncev. Prvi so ekonomski begunci, drugi so begunci, ki se bojijo smrti, in tretji, ki so begunci zaradi vojn, zaradi strahu pred smrtjo. Hvala lepa, sem pripričan, da smo tudi sledili temu, tako da razumemo. Mora biti še zdaj je pravi trenutek, da še koga izmed vas povabim k tvornemu dialogu, seveda po pravilih kulturne komunikacije, če že kdo želi kaj povprašati, mora biti razjasniti tudi kaj takšnega, kar je še v naših glavah, pa ne vemo točno odgovorov. Gostje, ki smo jih danes povabili sem, prav gotovo imajo odgovore. Je kdo takšen, ki bi mora biti še kaj želel sami izpostaviti? Prosim lepo. Veliko je bilo še povedanega, ampak prav gotovo vsega v tako kratkem času, čeprav hitro mineva minuta ni možno zajeti. Prosim lepo. Hvala lepa, Darko Mršič, pozdravljam omizje. Namreč, ko smo nekako v pogovoru z gospod iz Ministrstva za notranje zadeve in z gospodom, isto kot predstavnikom vlade, nekako se dotaknili beguncev iz balkanskih vojn, smo nekako omenjali število in nekako povezavo z diasporo, s priseljenci, ampak eno od ključnih nekako kritik iz neke politične sfere danes proti današnjim beguncem, ki naj bi prišli oziroma ki so že tukaj tako ali tako v Evropi, je tudi varnostno vprašanje. In mene predvsem nekako zanima, odkje se danes poraja to varnostno vprašanje, glede na to, da so tudi tisti begunci iz leta 92, predvsem iz leta 92, ko je eskalirala vojna v Bosni in Hercegovini, prišli iz žarišč, kjer so bili v kontaktu, fizičnem kontaktu z oboroženimi spopadi. In takrat se nismo bali tega, da bo ta njihova, ne vem, agresivnost ali karkoli izbruhnila, danes nam pa kar to predstavlja nek strah, ker vseeno mislim, če te ljudje bežijo od tega, da nočejo biti del neke agresivne ali retorike ali obnašanja, kakorkoli, pa me zanima, odkje danes ta strah, predvsem z tega stališča varnosti. Hvala. Hvala lepa, torej strah odkot? Ja, žal je od takrat, od 90-ih let teklo že dosti časa in žal so se zgodile tudi tragične zgodbe, ki so pa pač povezane z migracijami pa z ljudmi, ki prihajajo v Evropo. Res je, da ne govorimo konkretno o Sloveniji, ampak zadnji primer, na primer, taki bil na Norveškem, kjer so pač begunci, ki so bili preseljeni s pomočjo Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce na Norveško, nameravali izvesti teroristični napad. Jaz mislim, da ta strah držav trenutno Evropske unije izvira iz nekih izkušenj, predvsem pa se je ukrepil po napadu 11. septembra na Ameriko in drugih terorističnih napadih, ki so sledili potem v Evropi. Dejstvo je, da 90. leta so bila seveda drugačna, tako kot sem rekla, v tem vmesnem času pa se je zgodilo zgodili različni dogodki, ki reflektirajo ali pa ki danes označujejo tudi ta politično debato, politični diskursi, pa tudi zavedanje organov pregona, da enostavno so te poti bolj odprte, da ljudje, pač tudi tisti, ki seveda
mogoče ne želijo ali pa ne prihajajo z nekimi dobrimi nameni, lahko vseeno pridejo v Evropo na ta način mogoče lažje ali pa neopaženo, če lahko tako rečem. No, morda čist tako izven konteksta, jaz seveda nisem vlada. Jaz delam v ministrstvu, ampak bi se pa zelo precenjeval, če bi rekel, da sem vlada. Glede tegale varnostnega vprašanja ali pa predsodka o varnosti, pa mislim, da je eno zelo ključnih in hvala, ker ste to dilemo izpostavili. To je nekoliko povezan s tistim, kar je okoliščina, ki zelo otežuje tisto nalogo ali pa tisto poslanstvo, ki naj bi ga družba, v kateri smo, do oseb, ki jim nudi zaščito, tudi izvedla. Seveda se strinjam s tem, kar je povedala gospa Gregor. Jasno, da vsi se strinjamo s tem. In mislim, da imamo lahko dober občutek, da varnostne službe in tisti, ki so za to zadolženi, svoje delo upravijo. Ampak s tem, ko smo vsi varni, še nismo kaj dosti naredili za to, da se begunska situacija olajša. In zlasti tisto, kar je prej Tomo in tudi gospod Sulejman Džamus, kar ste izpostavljali, da se zmanjšajo izvori ali pa razlogi, zaradi katerih grejo ljudje po svetu. Ko smo mi vsi varni in ko zagotovimo, da je tudi med begunci varnost, takrat še zmeraj nastopi tista naloga, pred katero včasih samo oči povesimo in na njo ne želimo misliti. Kako zagotoviti, da poleg tega, da bomo varni, da bo tisti, ki smo mu ponudili en del našega okolja, našega, kako ne rečem, hrane, denarja, da bo ne samo varen, ampak da bo tudi zadovoljen, zato ker potem bomo pa zares varni, ker potem pa ne bo razlogov, da bi se ljudje posluževali nasilja, agresivnih dejanj, ali pa da bi celo taki ljudje k nam prihajali. Zato ker okolje, v katerem se ljudje počutijo dobro, samo razkrije tistega, ki pride zaradi drugačnih namenov. In takrat je tudi naloga za policijo ali pa za ministrstvo za notranje zadeve lažja. Jaz verjamem, da ministrica iskreno pove, kar je njena naloga. Ampak zato morda bi kazali k tej nalogi skrbi za begunce, pritegnati tudi druge, ali pa narediti cel grozd tistih, ki morajo poskrbeti za stanovanje, za integracijo, za šolanje otrok, zato da bodo ta pravi vrtci ne samo prisiljeni, ampak tudi pripravljeni sprejeti otroke beguncev v svoje varstvo. Da bodo delodajalci ne zato, ker morajo imeti enega ali dva, ampak zato, ker so to dobri delavci, ker mnogo znajo. Zato, da bomo šli lahko nekam v en gostinski obrat, ki bo ponudil boljšo hrano od kakšne packarije, ki jo moramo jesti, ker drugega ni. A veste, takrat bomo videli, da nas zares bogatijo. In to je tisto, kar daleč presega vprašanje varnosti, ki ni nepomembno, ampak ni pa najbolj glavno. Ni najbolj glavno in zlasti ni edino. Morda se bo še vprašanje na hitro. Nas bo države in tudi prebivalce Evropske unije po vašem mnenju, vaši napovedi, če dalje bolj strah, ali bomo nekako zmogli to preseči? Vemo, da na Madžarskem nameravajo postaviti zid, zaradi tega si Orban tudi kakšne Junckerjevo klofuto prisluži. Bomo vseeno zmogli premagati ta strah? Je takšno upanje ali tudi realno, da bomo znali razmišljati? Glejte, jaz sem močno prepričan, če ne bomo zmogli najti odgovorov na ta vprašanja, potem nas je res lahko upravičeno strah. Ker potem pravzaprav v prihodnosti nimamo. So pa v naši soseščini dobri pa slabi zgledi. Madžarski je morda samo poučen, dober sigurno ni. Mogoče je to katalizator, zaradi katerega bo tudi madžarska družba
morala domisliti te dileme, zato ker, a veste, iz srednjega veka so italijanske državice, ki so se obdale zidom, so propadle, zato ker niso bile več sposobne se soočati z izzivi okolja. Mislim, da tudi ta mađarska gesta ne bo dolgega daha in ne bo dala rezultata. Zlasti pa, kar dokončno uniči, je pa medsebojno zaupanje. V naši eni drugi sosednji državi, Avstriji, so pa avstrijski in slovaški organi pravzaprav skupaj oblikovali program, v katerem lahko begunci računajo, da tisti, ki ne bodo našli zavetja in pomoči v Avstriji, se bodo pa začasno ali pa mogoče za en del časa namestili na Slovaškem. Veste, tako skupna begunska politika ali pa skupna migracijska politika je skupna tudi v tem, da ne moreš vmes med državami postavljati zidov. Zato, ker tisti zid nič ne znese. Potem bomo pa mi za zidom, a si to želimo? Upam, da ne. Če lahko komentar na vaše vprašanje, takrat, ko smo sprejemali begunce iz Bosne in Hercegovine, smo dejansko sprejemali ene najbolj miroljubnih ljudi. In če lahko povzamem besede novinarja, ki je poročal o genocidu v Srebrenici, je dejal, da nihče na tem svetu ni umiral tako tiho, kot so umirali muslimani v Bosni in Hercegovini. Skratka, če se primerjamo z muslimani, ki prihajajo z Bližnjega vzhoda, smo tudi karakterno zelo drugačni. To, da oni izražajo svoje nestrinjanje skozi nasilje in skozi to, je posledica represivne politike in zatiranja človekovih pravic in zatiranja vseh tistih demokratičnih vrednot, ki bi iz teh ljudi lahko izvabili veliko več kot pa danes. In druga stvar, mediji. Mediji, ki varnostno vprašanje postavljajo na prvo mesto, je lahko ena ključnih napak. Ustrahovanje, manipuliranje, čisto nepravično se to godi beguncem, ki si želijo miru in pa življenja brez nadzora. Mi smo se odločili v našem društvu, da bomo dejansko začeli izvajati projekt, skozi katerega bomo osvetlili in prikazali pozitivne begunske zgodbe, ki se dogajajo pri nas. To so ljudje, ki so tu, a jih ne vidimo in jih ne slišimo. Zato jih bomo mi dejansko izpostavili javnosti z vsemi njihovimi vrednotami in zgodbami, ki so se rodile tu, in zato, ker bodo oni ostali pri nas. V beguncih imamo vedno neko vizijo, da rabijo neko začasno pomoč, začasno zatočišče in potem grejo. In potem se zgodi kontraefekt, ostanejo pri nas. Pripeljajo še svoje družinske člane. In ko bomo tudi javnosti prikazali te pozitivne zgodbe, sem pripričana, da bodo ljudje znali sočustvovati s temi zgodbami in dejansko na vprašanje beguncev tudi pozitivno odreagirati. Hvala lepa. Vprašanje, prosim lepo. Ime je Rebet Slovenska Caritas. Zelo lepo pozdravljam idejo, uspet Anje, da smo se danes zbrali. Mislim, da je to prvi velik korak v tem procesu, te poti, ki jo pravzaprav te zamujamo, tako se popolnoma strinjam, kar ste na začetku povedala. Pa bom malo se vključil v ta strah. Strah je navzoč. Predsodki so navzoč. Mislim, da mi, ki smo tukaj zbrali, lahko edino botrujemo medijem, ki rabijo negativne zgodbe. Jaz imam velikokrat priložnost, tudi včeraj sem imel, pa nekaj drugega povem. Narediti toliko tisoč otrok lačnih v šoli je medijska zgodba. Ste slišali včeraj medije? To je medijska zgodba. Nimamo konkretnih podatkov. In treba se to gremo. Medijske zgodbe. Da je zelemen medij. Tukaj smo taki, ki lahko botrujemo temu. In zdaj se bomo bavili v naslednjih mesecih, kaj bo prevajalo. Ali bo varnostnik, tako imenovani vidik, tega moramo preskočiti.
Mislim, da je naša država varna in da bi morali pozitivni videti in to kar preskočiti. Če ne bomo vzeli dejstva, da so tako imenovani begunci zdaj pač iz Afrike, če širše rabim priložnost, potem smo biti kot to je priložnost, kot bomo to Frajda rekla za slovensko družbo. Vse to nas čaka, dialog z muslimanstvom, dialog z gospodarstvom, ne bodo nam prinesli v prvi fazi ekonomskega profita. To je dejstvo. Res je, to moramo na glas povedati. Vendar naša družba je sposobna preživeti in integrirati. Oni bodo lahko dobili s pomočjo nas svojo priložnost, ali pa ne. Kar pomeni, če jih bomo nekam zaprli, pa varovali, ali to rast varnosti vidi. Zgodba je tukaj zgrešena, to je moje mnenje. Imel sem priložnost, če še malo povem svojo zgodbo, zakaj se je Caritas ogrela za ta projekt, v katerem želi kot nevladna organizacija sodelovati in tudi sem s tem informiral Rdeči križ in Zvezo prijateljev, ki so tudi pripravljeni kot nevladne organizacije delež nositi tukaj aktivne, ker mislim, da preko nevladnih organizacij, ki smo mrežno razviti, lahko tisto prvo fazo komunikacije z lokalno skupnostjo naredimo. Poznamo teren. In tukaj vidim veliko priložnost. In tudi lansko leto sem se jaz v mesecu septembru v Rimu srečal s projektom širšim, ki Caritas Roma dela za imigrante. So me navdušili in sem rekel, fantič, to tudi nas čaka. In letos, pred par meseci, konkretno v mesecu maju, smo se na ravni slovenske Caritas za to idejo ogreli. In smo pripravljeni sodelovati. Smo te formalnosti uredili, škofovsko konferenco je ta program sprejela, naši organi. To je formalno, vendar tudi formalnost pri nas nevladnih organizacij na Zvezdnem. Jaz, to, kar ste drugi govorili, vse soglašam. Od tega, da moramo z različnimi ministrstvi sodelovati, da nam pot naredijo. Od tega, da lokalna skupnost ne sme biti obidena, jasno. Da sem zagovornik, da bo potrebno majhne enote narediti. Če bomo ta vlak zamudili, bomo podobni Mađari. Potem smo lahko še kakšne in drugačne pregrade delali. Pa jih nekam zapremo in s tem ustvarjamo napetost in bodo res potem tisto nalepko upravičili, v kateri hočemo, da ne bi bila. Potrebno je, da ministrstva se združijo. Jaz sem imel priložnost, da smo osnutek tega našega projekta predstavili nam pri predsedniku države, pri predsedniku vlade. Vendar zdaj so oni na procesu. Informirani so, da nevladne organizacije tukaj želimo sodelovati. Sedaj sem takrat že predlagal, že bi morala biti delovna skupina. Pa je še ni. Ker so parlamentarne počitnice pred nami, ki smo delovne skupine ne bo. Pa ne mislim zdaj, da bi morala vajno ministrstvo kako gledati. To je vlada. To je vlada. Tako da, še enkrat pravim, medijsko bomo mi močni vsi skupaj, ki smo tukaj mislili, tukaj zbrani, da damo priložnosti. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za vaše misli. Je še kdo, ki bi želel kaj dodati oziroma poprašati? Upam, da bom prišel do vas. Evo, vse sada, če se hoče, izvolite. Lepo pozdravljeni. Dovolite, da posredujem svoja razmišljanja o tem, kako se naj soočamo s temi ubogimi ljudmi, prebežniki. In tukaj moram reči tole. Mi vemo, da je to življenje kratko. Življenje živimo med smrtjo in življenjem rojstvom. Jaz sem generacija 68.
Ta generacija, veste, je imela zelo plemenite sanje in mnogi smo se prepoznali v takratni politiki neangažiranosti. Koliko kvalitetnih študentov iz celega sveta je prihajalo k nam v Slovenijo. Tu so študirali, študij končali, mnogi ostali in danes so med nami, so Slovenci. Kot profesor na filozofski fakulteti že predavam njihovim vnukom. In če me vi vprašate, kaj je bil ideal takratne generacije, govorim seveda v preteklem času. Ideal človekovega bivanja je domovanje v svetu, da v vsakem kotičku sveta prebivam varno kot doma in da je tudi ljubezen kot sredstvo, s katerim si dva človeka, eden od drugemu stvarita prostor za domovanje. Bila sem angažirana v takratni študentski politiki, imam lepe spomine. Bila sem predsednica mednarodnega odbora. Sem tista srečna generacija, ki je negovala ideale, negovala utopijo. Bilo je lepo. Mi smo sanjali o svetu onstran enostranosti komunizma in onstran enostranosti kapitalizma. Žal se to ni zgodilo, svet se je znašel v kobiličarskem kapitalizmu, turbokapitalizmu. No, kobilice, ne, ko pridejo, požrejo, vse upostošijo in potem gredo naprej. To je kobiličarski kapitalizem. Bila sem skupaj na pogovoru z nekaterimi državniki v Beogradu, ki so sanjali o tem, kako zgraditi Libijo, Irak, Sirijo kot solidarnostno državo, da bi ljudje živeli varno. Veste, meni ni bilo vseeno, ko sem gledala, kako so klali te predsednike pred televizijskimi kamerami. Kakšno je to dojemanje življenja, da ti nekoga kot pojetnika kolješ pred televizijsko kamero? Gaddafi, Hussein, Sina Bin Laden. To se ne dela. Kakšno sveto življenje je Zahod kazal? Dali ste mi besedo. In potem je prišlo to nesrečno obdobje klanja na Balkanu. Glede, jaz moram povedati tole. Najprej ubogi ljudje, žrtve klanja med letom 92-95. Tudi to je treba omeniti. Ena stran, po leto 95 pa drugi. Oni so med nami, mnogi so se zelo lepo živeli, ampak vsi mi pravijo to, kar ste nekateri tukaj izpostavili. Zato imam tukaj vprašanje gospe Fajonovi, ki je v Evropskem parlamentu. Če mi ta svetovna žarišča krize nasilje ne neutraliziramo, se bo gorje samo kopičilo. Moje vprašanje, ki sem si ga pripravila. Kako vi v Evropskem parlamentu razpravljate o tem, kako preprečiti to bedo, to zlo, to kopičenje nasilja v deželah, odkoder ljudje držijo, da se resijo življenje? Končam pa z eno pripravljeno mislijo. Mi živimo zato, da v svet in odnose v svet vnašamo mir. Torej, da razmere mirimo. Ne pa, da svet merimo s kapitalom, denarjem in dobičkom, da ga merimo. In ne bo miru brez socialnega miru. Hvala. Hvala lepa za vaše misli in vprašanje. Gospa Fajonova. Hvala lepa. Bom jaz probala strniti nekaj misli, ki sem jih imela tudi mogoče za zaključek, ker se mi zdi, da smo že presegli tisto predvideno uro. Veliko je bilo povedanega in v marsičem, jaz moram reči, se strinjam tudi zdaj za vašo zadnjo kritiko in mislim, da je to in vsi naši gostje so izpostavili ravno to, da smo Evropa, zahodni svet, civilizacije v marsičem so odgovorni, da danes ljudje dejansko bežijo pred vojno nasiljem. V Evropskem parlamentu imamo
to moč, da skušamo ustvarjati pritisk, ampak vsi dobro vemo, da evropska zunanja politika do zdaj velikokrat ni imela enotnega glasu, da je bil to zelo razdeljen glas, da so tudi druge velesile, da se skušamo zauzemati za mir, s tem, da imamo programe, tudi ko gre za begunska vprašanja, ki so dolgoročno usmerjeni, z investiranjem, z pomočjo pri izgradnji nekaj demokratičnih institucij, s tem, da urimo ljudi, da lahko živijo, da jim pomagamo. Ampak za veliko dejansko kriznih žarišč se strinjam, da smo se odgovorili in to ravno zaradi tega se tudi danes pogovarjamo. Jaz mislim, da Evropa mora prevzeti to moralno odgovornost, da danes ljudem, ki so v človeških stiskah, pomaga. Bi pa povedala za zaključek to, kar se mi zdi najbolj pomembno, da mi spremenimo naše razumevanje. Migracije so nekaj pozitivnega. Glejmo na to pozitivno, ne s strahom, ne z varnostnimi tveganji, ampak vedno v zgodovini so bile pozitivne. In če samo danes, ne vem, če ste si videli en zanimiv članek o financah, Evropa se stara. Slovenija je med državami, ki se najhitreje starajo. In samo leta 20 bo v Sloveniji, ni tako daleč, se število delovno sposobnih zmanjševalo za 10.000. Mi ne bomo imeli dovolj, če gledamo samo na statistiko, ne v Sloveniji in ne v Evropi delovne sile, če 10 in več let. In migracije, gledamo na to pozitivno, to je prva stvar. Druga je seveda, migracije reševati moramo na dolgi rok, da rešujemo krizna žarišča, da ljudje nimajo vzrokov, predvsem pa se skušamo razumeti in poznati. Ko se vprašamo, kdo je ta begunec, to, kar smo prej slišali, koliko vemo o njegovi religiji, o njegovi kulturi, kdo od nas pozna Boga, odkje so te strahovi in koliko so upravičeni. In mislim, da zato ravno jaz si želim, da bo naslednjič nas dvojno tu, trojno tu, ker je to naš skupen problem. In sem zelo vesela, da vas je vsaj toliko prišlo in upam, da bo naš glas sigel naprej. Ker naslednji teden bodo ministri v Evropi odločali o tem, kar vam danes povem. Mađarski in slovaški minister sta sporočila, mi ne želimo črncev, želimo kristjane iz Sirije. To ni a la carte. O beguncih se ne pogovarja danes v Evropi a la carte. Vzeli bomo tiste, ki jih imamo radi, izbrali pa najboljše ven. Nažalost ni tako. In ko bomo odločali v tem, tudi Slovenija, se želi, da bomo imeli več poguma. Vsi imamo odgovornost. In nazadnje se mogoče spomnimo, da Slovenci smo bili v zgodovini begunci. Pa da mir v Evropi ni samoumeven. No, vse, kar se nam dogaja, se lahko takšna situacija spet ponovi. Tako da vse to mislim, da in vse, kar smo danes slišali, jaz sem zelo hvaležna, nam bo pomagal mogoče kakšen predsodek v glavah razbiti in to miselnost prenesti tudi iz te kavarne. Lepa hvala vam, gospa Fajonova. Lahko bi govorili še dolge ure in pripričan sem, da se bomo morebiti kdaj še srečali v kakšni podobni ali pa drugačni zasedbi. Hvala vsem gostom, ki so bili z nami. To so bili Edina Gregori z Ministrstva za notranje zadeve. Gospa Gregori je generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo. Hvala lepa gospodu Andreju Šneru z Ministrstva za zunanje zadeve. Gospod Šter je vodja konzularnega sektorja. Hvala tudi gospe Faili Pašič-Višič, ki je tudi častna ambasadorka medkulturnega dialoga in predstavnica društva Jesenice za njene besede. Gospodu Klemnu Miheliču, predstavniku humanitarne ustanove Hope. Hvala lepa tudi gospodu Sulejmanu Džamusu, humanitarnemu koordinatorju Združenja Džem in tudi Bojani Pivk ter Tomu Križnarju, ki sta bila tukaj in delila nekaj svoje zgodbe in seveda hvala gostiteljici Tanji Fajon, pa tudi vam, da ste bili in da boste odnesli nekaj pozitivnega mišljenja ven in naredili svet boljši in lepši. Še naprej veliko prijetnih zgodb in na srečanje še kaj. Samo še hvala našemu moderatorju Toniju, radijskemu moderatorju, sicer s katerim so prvič sodelovala in verjamem, da ne zadnjič. Hvala. Dobro, že nič ne